malo v Gruzijo pogledati. Kako je pa to potovanje potekalo? To potovanje je zelo v redu potekalo. Najprej sem šla malo v Turčijo, v bistvu tle sem šla z enim kolegom. No. On zdaj tam še potuje, jaz sem šla pa nazaj, ker pač študij in razne druge. Kje ste štartala? Ja, štartali smo v bistvu v Istanbulu, ne, potem smo šla pa z busom proti vzhodu Turčije. Ste letela do tja? Ne, z busom, z avtobusom. Do Istanbula? Ja, do Istanbula pa ja. Ena poceni varianta je bila, tako da. Potem pa z busom? Ja, že tiste je bilo kar hecno, ker smo bila edina turista na avtobusu. Zgleda, da vsi turisti ali letijo, ali grejo pa z ladjo po Črnem morju, ne vem. Tako da tisti je bil prvi stik tako pač na vzhod, potem pa tam v Trabzonu, to je zadnje mesto na severovzhodu Turčije, sva si zrihtala vizo v Gruzijo, čist mingrede, mislim, nobenega problema. Priješ tja in urediš vizo? V 5 minutah praktično sva dobila, ja. Tako da potem pa spet na avtobus pa do glavnega mesta Gruzije, Tbilisija. Tiste je bila spet ena taka vožnja 24-urna, po totalno razsutih cestah, si sploh ne moramo predstavljati, ampak je bilo doživetje. Tudi meja je bilo zame posebno doživetje, ko tam blazno eni vojaki s puškami, vsi grdo gledajo. Tako normalno je, da tam podkupuješ tiste carinike. Vsi te domačini so bili vnaprej pripravljeni in so imeli tam dolarske bankovce, ne, pripravljene. Mi da so tam, mi da so pa turista, pa tako, nimava nič dolarjev in smo prišla za ston skozi, ne. A domačini so pa vsi plačali nekaj? Ja, se so morali, se sploh Koliko, nima $1, izbire. 5. $5? To je veliko za njihove razmere, ne? Ja, blazno, zato ker je $80 poprečna plača učiteljeva, si sploh ne moreš predstavljati, ne. Blazno, ja. Poberijo ti potne liste in te pol ne spustijo. In kar čakamo, dokler ni od nekod denarja. To je neverjetno. Hecen. In zdaj turško vizo ste verjetno že imela odprej, ne? Za večkratni vstop. Ja, to se je bilo treba prej urediti. To ste že na Dunaju najbolj uredila, ne? Ali so v Ljubljani? A v Ljubljani so, ja. Koliko to stane? 3700 je enkraten vstop, to se pravi krat 2. A, krat 2, vsak vstop, ni nič popusta. Kaj pa gruzijska viza? Gruzijska je bila $40 za enkraten vstop, za 14 dni. Ja, ampak če bi si jo tukaj uredila, oziroma na Dunaju, ne, ki je za Slovenijo, ne, bi bilo manj. A manj? Bi bilo $20. Ampak ker nisem na matični kokar, no, v ustanovi si tega uredila, bilo dražje. Ampak bi pa morala čakati v tem primeru, ne? Ja, pa na Dunaj bi morala hoditi, tako je bilo pa mingrede, ne. Tako da, Polinina ima še gospoda. Se pravi, da sploh niste vedela, da boste šla v Gruzijo, ne? Ja. Od začetka. V bistvu zgodba je bila taka, da sva tle vsem govorila, da v Turčijo, pa že to se je zdelo mojim staršem dosti nevaren, ne. Ta Gruzija je nekako naknadno prišla. No in kakšni so bili kaj vtisi o Gruzicih in o Gruziji? A so še zelo ruski? Meni se ne zdi. Sicer vtis mogoče dajo, Gruzinci imajo svojo pisavo, ne, in imajo vse v tistih svojih lepih krevljicah, spodaj je pa vse v cirilici. Tako da zelo dobro poznati cirilico, poznati malo rusk. To je za njih tako, kot za nas angleščina. Ti znaš kaj? Malo sem tam hiter se naučila. Vse gre nekako, no, kjer je volja, ne, ta pot. Gruzinci se mi zdijo zelo prijazni, zelo komunikativni, zelo so te veseli, ker tam ni turistov. Jaz nisem srečala nobenega backpackerja. Se verjetno so kakšni, sam jih ni sploh videti. Prišla sva v glavno mesto, iskala turistični urad za to, da bi dobila kakšen zemljevid ali karkoli, ne. Ni. No information office here, ne. A znajo pa nekaj angleško? Eni znajo, eni ne. Sva hotela kupiti kartice, ni kartic. Pa take scene, ampak so pa ful prijazni, ne. Pa tako, zelo si dobrodošel. Kako se pa znajdeš potem? Kje spiš, recimo? Nekih hotelov je, ne. Oziroma tako, kakšni A so za tujce ali za domačine? Ja, meni so se zdeli bolj za tujce, no. Ja. Pa so dragi? Ja, v bistvu je bilo dražje kot v Istanbulu, zato ker ni dovolj konkurence, ne, v Tbilisiju. Tako da to je kar za hecanje bilo, no. Pa ne bi mogel recimo spati v takih kot domačini, tam je verjetno poceni, ne? Ja, v bistvu sem si jaz malo izmišljevala. Ali imajo za tujce druge cene kot za domačine? To gotovo, ne, sam do tega nisva prišla, ne. Pač imeli so tam neka skupna ležišča, ki so bila dosti ugodna, ne, mislim, da $3, ampak to se mi zdelo vseeno malo tvegano, no, zaradi prtljage. Tako da sva pač šla v hotel. Samo mesto je ful lepo, tako malo, tudi take široke avenije, no, tako malo pariškega navdiha. In tudi sicer urejeno, kaj je zelo, no, zrihtan, kaj je pa potem spet čist razsut, normalno. Ampak v Gruzijo so te ruski funkcionarji dosti hodili na počitnice in se vidi, no, da je bilo urejen. Pa se pa leta 1993, mislim, odcepila, takrat, ko so se vse pač odcepljale, zelo soft varianta.
In od takrat se pa vidi, da se vse opušča, vse je tako že nekam zarjavel, kaj dela, kaj ne dela. Sami Gruzinci pripovedujejo, kaj vse je včasih bilo, gledališče, 3 kinematografi, zdaj ni nič. Zaposlenih je 15% prebivalstva verjeten, tako da posedajo tam pred hišo, pa nič. Ampak tako, mislim, zelo so dobrosrčni, ampak tako nekako niso toliko aktivni, ne. Tam se jim hiša seseda nad glavo, ampak nič ne naredijo, ne vem, več ali manj. Ja, eno vzrokov je tudi vojna, ne? Dolgo časa se ni umirilo potem, ko so se odcepili. Nekako ni ene take silne zagnanosti, se mi zdi, no. Čakaj, sploh še Vrnadze, še vedno predsednik, še, ne? Je. Aha. In kakšna je zdaj situacija? Menda vse dele Gruzije se niti ne sme, ne? Potovati, ali se lahko? Da se ne sme potovati v Gruzijo? Ne, v vse dele Gruzije se ne sme potovati, menda. Ja, čist na severu Gruzije ni varno področje. V severozahodu je tisto vojno področje. Ja, tako tisto si odsvetujejo. Ostalo je pa v redu, no. In Črnomorska obala, in na vzhodu, tam, ki je pol puščava, pol vinogradništva je zelo veliko, no, tako da imajo nekaj urejen. Pa sta šla kaj naokrog, ko sta samo od Tbilisiju ostala? Ne, zelo težek transport je tam, ker je zelo malo teh zvez. In tisti avtobus, ki pride, gre kaj poven. Tako, zelo, pač easy, veliko časa moraš imeti. Tako da šla smo pa še v eno drugo mesto, Kutajsi, tam smo živela pri enem domačinu, totalno prijaznemu. Kako ste ga pa Na zapecala? avtobusu smo se srečali in pridemo v tisto mesto in on vpraša, kje pa tukaj spita. Ja, boste pa pri meni spala. Pa smo bila čistko, nič ni vprašal, niti kako nama je ime, odkot sva, kaj bi rada videla, nič. So you stay in my house. Taki so, ne, ful so prijazni, ne. Ja, menda prav njihova, nekako, en del njihove, kaj sem, prav nacionalne kulture, pravzaprav, da morajo biti torej gostoljubni do tujcev. Ja, izredno. Ja, tako da to, mislim, kar se tega tiče, smo Slovenci v primeri z njimi zelo zategnjeni, no. Po drugi strani se mi zdi pa, da smo malo bolj energični, pa tako pač doteramo kakšne stvari, ne. Oni pa bolj spustijo, da gre, kakor gre.